V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je sreda, smo v 3. velikonočnem tednu, na današnji dan pa obhajamo god svete Katarine Sienske.
device in cerkvene učiteljice. Sveta Katarina je živela v 14. stoletju, je bila posebna vrsta ženska, redovnica, namreč z molitvijo, po eni strani, na drugi strani s pokornim življenjem, pa tudi s svojimi spisi, je imela velik vpliv na sodobnike in je med drugim tudi odločilno pripomogla k temu, da so se papeži iz Avignona vrnili nazaj v Rim. Umrla je na današnji dan, leta 1380, ker je imela takšen vpliv na njen čas, ki ni bil omejen samo na njeno ozko okolje, ampak pravzaprav na celotno Evropo, je sveta Katarina tudi sozavetnica Evrope. Njej se priporočimo, po drugi strani pa jo vzamemo za zgled, ko se na začetku te svete maše vprašamo, kako pa mi živimo, kako smo preživeli današnji dan, kako smo mi danes s svojimi mislimi, besedami in dejanji vplivali na svet okoli nas. Se Bogu zahvalimo za vse tiste trenutke, ko smo morda v ta svet prinesli nekaj lepega, dobrega, svetlega, resničnega. Obenem pa obedimo kasanje za vse tiste trenutke, ki smo jih morda opustili ali pa ko morda teh priložnosti nismo izkoristili. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. To sveto mašo darujemo za vse pokojne iz družin Čepelnik, Novak in Šebela, ter za pokojno ženo Ano Grm in pokojno mamo Ano Grm. Molimo. Dobri Bog, sveta Katarina Sienska je vsa goreča v ljubezni do tebe premišljavala Kristusovo trpljenje in pogumno služila njegovi ponižani cerkvi. Na njeno priprošnjo naj tudi mi v cerkvi sotrpimo s Kristusom, da se bomo z njim radovali v njegovem poveličanju, ker s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božje besede. Darilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. To je oznanilo, ki smo ga slišali od Jezusa Kristusa in vam ga oznanjamo. Bog je luč in nikakršne teme ni v njem. Če rečemo, da smo z njim združeni, pa hodimo v temi, se lažemo in ne ravnamo po pravici. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj združeni in kri njegovega sina Jezusa Kristusa nas očiščuje vsakega greha. Če rečemo, da nimamo greha, same sebe varamo in v nas ni resnice. Če svoje grehe priznamo, je zvest in pravičen, da nam naše grehe odpusti in nas očisti vsake krivičnosti. Če rečemo, da nismo grešili, ga postavljamo na laž in njegove besede ni v nas. Otroci moji, to vam pišem, da ne bi grešili. Če se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je sprava za naše grehe, pa ne samo za naše, temveč tudi za ves svet. To je Božja beseda. Bogu hvala. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.
Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj Gospod, njemu se pokloni. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Vsa krasna vstopa kraljeva hči, zlate tkanine so njena obleka, s pisanim oblačilom ogrnjejo, peljejo h kralju, za njo vodijo k tebi device, njene družice. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Spremljajo jih z veseljem in radovanjem, stopajo v kraljevo palačo. Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi, postavi jih boš za kneze po vsej zemlji. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Aleluja. Bodite budni, ker ne veste, ob kateri uri bo prišel Sin človekov. Aleluja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja. Pametne pa so vzele olje v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Po polnoči pa nastane vpitje. Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti. Tedaj vstanejo vse tiste device in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa rečejo pametnim, dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda pametne odgovorijo, da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šli kupovat, pride ženin. Tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zaprejo. Pozneje pridejo tudi druge device in pravijo, Gospod, Gospod, odpri nam. On jim pa odgovori, resnično povem vam, ne poznam vas. Čujte torej, ker ne veste ne dneva, ne ure. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel ob današnji Božji besedi. Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti, se zasliši glas o polnoči in na nek način predstavlja na en tak lep način to, kar je pravzaprav naše človeško življenje v svojem bistvu. Vedno znova zapuščamo nekaj, da gremo nekam drugam. Otrok zapusti maternico svoje mame, zato da vstopi v ta svet. Mi vsak trenutek znova zapuščamo to, kar smo, da bi postali nekaj, kar nam je namenjeno postati. Končno bomo zapustili tudi to življenje, takšno kot je zdaj, da bomo vstopili v življenje, kot nam ga pripravlja Bog v večnosti, v polnosti. In ta prilika o devicah in o njihovi čuječnosti je pravzaprav prilika, ki je namenjena nam vsem. Želi nam namreč povedati in pokazati, da življenje v večnosti z Bogom ni ločeno in popolnoma nepovezano od tega življenja, ki ga živimo zdaj, tukaj v sedanjem trenutku. Ravno nasprotno. Da je to življenje tukaj in zdaj naše zbiranje olja našim svetilkam. Da bi podobno kot pametne device, tudi mi vsak trenutek znova lahko iskali, prepoznavali Boga v našem življenju, da bi ga spoznavali in bi ga lahko vedno bolj tudi ljubili. Zato, da takrat, ko pride v polnosti, ko se res prikaže, ko bomo tudi mi zaslišali ta glas,
glejte, ženin gre, pojdite mu naproti. Ta ženin ne bo tujec, nepričakovan, ki prihaja popolnoma presenetljivo, ampak bo nekdo, ki smo ga že dolgo časa slutili, nekdo, ki smo ga že dolgo časa tako ali pa drugače prepoznavali, nekdo, ki je pričakovan, nekdo, ki je zaželjen. To je olje našim svetilkam in to olje nabiramo tako, da vsak dan znova, da se trudimo Božjo besedo poslušati in jo v svojem življenju izpolnjevati. Olje našim svetilkam je življenje sina, ki ve, da je sin in se trudi svoje brate ljubiti. Na ta način že tukaj in zdaj postajamo podobni temu, kar bomo nekoč v večnosti, v polnosti, Božji sinovi in hčere. Da bi se lahko vsak dan znova prepoznavali v nespametnih devicah, da bi nam bil to opomin, da lahko svoje življenje spremenimo, da obrnemo smer, da obrnemo pozornost od tega, kar je nebistveno, k tem, kar je bistveno in vsak dan znova vedno bolj postajamo podobni pametnim devicam. Draga sestre in bratje, na praznik cerkvene učiteljice in sozavetnice Evrope, svete Katarine Sienske, zaupno prosimo nebeškega Očeta, od katerega prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo. Po priprošnji svete Katarine nakloni papežu Frančišku obilno milost pri upravljanju odgovorne službe v korist človeštva in katoliške cerkve. Prosimo te, usliši nas. Sveta Katarina je z lučjo svoje besede, s pokornostjo in molitvijo gorela za edinost svete cerkve, daj nam duha odpovedi, da si bomo nad vse prizadevali za skupno dobro. Prosimo te, usliši nas. Sveto Katarino Siensko si obdaril z gorečo ljubeznijo do tebe, da bodo z nedeljenim srcem odločno stopile za Kristusom. Prosimo te, usliši nas. Sveta Katarina je bila modra in pametna devica. Naj evropski narodi in ljudstva po njenem zgledu in nauku vedno bolj spoznavajo in častijo tebe, edinega in pravega Boga. Prosimo te, usliši nas. Sveti Katarini je bil presveti zakrament hrana večnega življenja. Prosimo te za umirajoče, naj jim bo sveta popotnica ukrepčilo in tolažbo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo še po namenu papeža Frančiška, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Prosimo te, usliši nas. Dobri oče, zahvaljujemo se ti, da si nas po smrti in vstajenju svojega sina odrešil. Prosimo te za milost, da ti bomo evropski kristjani po priprošnji svete Katarine ostali vedno zvesti in se veseli se šli pri tebi s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas ponižne skesane, Gospod, in ti ga je danes naša daritev. Izmi, Gospod, moje krivdo, in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu,
v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, sprejmi hvalno daritev, ki ti jo opravljamo na god svete Katarine Sienske. Njen zgled in njen nauk naj nas spodbujata, da bomo tebe, pravega Boga, vedno bolj goreče častili po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s svojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo in da te slovesneje hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje, Kristus. Po njem se otroci luči prerajajo za večno življenje in se vernim odpirajo vrata nebeškega kraljestva. Njegova smrt nas je rešila naše smrti. Njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet. Pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospoda. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prinesel nam je veselo vest o večnem življenju pri tebi v slavi. Pokazal nam je tudi pot, ki pelje v življenje. To je pot ljubezni, po kateri je on prvi hodil pred nami. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil in ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim Sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj z te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku,
našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Spomni se vseh, ki so umrli v tvoji ljubezni. Danes ti še posebej priporočamo vse iz družin Čepelnik, Novak in Šebela ter pokojni Ani Grm. Pomagaj tudi vsem Kristusovim učencem, naj bodo srca kristjanov polna velikonočnega veselja, da bomo to veselje delili vsem tistim, ki so žalostni. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, sveto Katarino in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Tako, tisti, ki ste si blizu, si podelite mir z objemom, s stiskom roke, naj bo to v resnici znamenje naše pripravljenosti, da želimo delati za mir v svojem življenju. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, in zdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Gospod Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kot vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Prosim te, da prideš k meni, prosim te, da vstopiš v moje srce in v njem prebivaš.
Hvala, Jezus, za tvojo bližino, hvala za tvoj objem, za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Zmolimo skupaj še za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Bog naš Oče, sveti sakrament, ki smo ga prejeli, naj nam bo zagotovilo nesmrtnosti, kakor je bil sveti Katarini celo hrana za zemeljsko življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Kot vsako sredo, tudi nocoj po sveti maši, povabljeni še, da se nam pridružite pri litanijah, in ki jih bomo zaključili z blagoslovom, z najsvetejšim. Pripravimo svoje srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Božjem miru. Bogu hvala.